Tema konference je osebnostna rast, razvoj dijaka ter potem konec koncev tudi prihodnost, ki jo dijaki pričakujejo oziroma ki jo znanja, da pridobijo tukaj skozi neko neformalno izobraževanje, ki jih nujno potrebujejo za prihodnost. Za svoje življenje, za življenje po srednji šoli in skozi celotno življenje. No. To so motivacija, konec koncev, da lahko zmorejo karkoli si želijo, ne glede na to, ali pač je kakšna ovira na njihovi poti, da se lahko odločijo na podlagi njihovih zanimanj, tudi če zdaj še ne vejo, kaj jih zanima oziroma kaj oni radi počnejo v prostem času in da so oni prihodnost, ne? Ker marsikdo to jih zavira, pravi, da ne, to ni res, da mogoče pa vseeno oni so tukaj v nekem kalupu, vedno je samo ja ali pa ne, ni pa nobene vmesne poti in to takšni dogodki, kot so konference in razna neformalna izobraževanja za dijake, to je tista vmesna pot, ki jo ponudimo med dan in ne. Glede na to, da trenutno se začenja obdobje testov in je šola že na polno se začela, smo zelo zadovoljni. Dijaki, ki so prišli sem, so prišli samostojno, brez tega, da bi jih šola prisilila v to, se pravi, da jih je res zanimalo in da smo dobili takšen odziv na te teme, vidimo, da dijaki si želijo nekaj več zase, ne samo to, kaj jim ponuja formalna izobrazba. V prvem dnevu smo pripravili razne delavnice in predavanja na temo motivacije, coachinga, osebnostnega razvoja, pisanje življenjepisa, karierna orientacija. V drugem dnevu pa smo potem ta znanja še nadgradili s tem, kakšne fakultete obstajajo v Sloveniji, kako se vpisati v tujino, zakaj je mogoče pomembno povezovanje s tujino in vse to, ter tudi pač povezovanje s tujino že med dijaškim življenjem, pa potem vse skupaj pa smo zaključili s simulacijami sprejemnih intervjujev za fakultete. In potem tudi kariernim sejmom, kjer se lahko dijaki sami pozanimajo o tem, zakaj je mogoče v podjetju potrebno imeti določene kadre zaposlene.